Akcija! Jaz sem izredno počaščen, da sem lahko v družbi teh, bom rekel, za vsakega glasbenika skoraj da idolov, sploh če odrašča na našem koncu. Smo v čudovitem studiu York, kjer se Kameleoni pripravljajo v bistvu na en tak zelo, zelo poseben dogodek. Kar 60 let je od tistega septembra, ko so se naučili 13 pesmi, zaigrali v klubu v Kopru. Če se ne motim, je bil Ray Charles klub. Ja. Tako je. In oni so takrat zvali teh 13 pesmi in to šele kakšno uro potem, ko je Tulio sploh prvič prave bobne igral. Tako da pot je bila dolga, veliko je zapovedati vmes, ampak preden gremo na zakaj smo danes skupaj v tem studiu, dajmo povedati malo, kako je bilo takrat. A gojite še kakšne posebne spomine na tiste dneve? Sploh na prvi koncert, recimo. Ja, davaj. Smo že pozabili, kako je bilo takrat. Ni, da se dobro spomnimo. Boljše si ti povedal. Čakaj. Vem jaz, kako je bilo. Samo malo jadranje. Jadranje še eno uro prej, ko smo šli na stop, švasov očevalec s Poličom vladom. So ga še zadnje momente so ga švasali. Tu je dobo 15 minut prej bobne. Je rekel, ba kaj to, Biankina, ti polušo, rekel. Ja, res je bila baterija Bianca, ti je polušal. Začelo se je v bistvu že s tem, da sta Polič in Janeza naredila ojačevalc trodelni in na tem ojačevalcu so bile kitare in tri mikrofoni. Zanimivost enega mikrofona je bila ta, da smo morali kupiti čokolado za dobiti stanjol papir, ki to je bila istočasno membrana od mejače mikrofona. In če si priblizu pel, se je toliko vlage nabralo na tem, da je nehal delati. In potem je bila pauza, sušiti, fenom in tako naprej. To je tako zvani ribbon mikrofon, ne? To že takrat smo jih imeli. Doma naredili? Ja, ročno izdelani. Nekako tako, ja. 13 pesmi, katera od teh 13 pesmi bo slišal tudi 22. marca v Areni Bonifika? Satisfaction. Ja. Ok, torej cover, torej priredba. Okay, Sjaj izgubljene ljubezni. Recimo, ta bo sigurno. Ta bo sigurno. Ja. Koliko ste se v teh 60 letih odmaknili od ideje, ki so jo Kameleoni imeli leta 1965, ko ste začeli ustvarjati? Koliko ste danes daleč od tiste ideje, kar ste si takrat predstavljali, da leta 2025 lahko bo? Predvsem si nismo predstavljali, da bomo 2025 če igrali. Da smo se odmaknili od ideje, ma prvo nič. Naša ideja je bila naše igranje, gibanje. Danes se bolj malo gibljamo, ideja je pa še zmeri ista. Vem, da pripravite tudi nekaj novega materijala. Jaz sem sicer ekskluzivno pesem že slišal, jo bomo slišali lahko tudi na našem YouTubeu, ampak poleg te nove pesmi vemo, da je verjetno med tistimi, ki je konec koncev tudi v zgodovini naše glasbene scene, sploh ki izvira z našega okoliša, bil Danilo, torej največji verjetno tisti odsoten, ki bo na tem odru zagotovo vsem malce manjkal. Mineva 12 let od njegove smrti, ampak je tako, ko vam... No, lej, da ti pomagam. Ja. Ne bo čisto odsoten. Ne pa to ostane še zaenkrat presenečenje, kako in kaj. Bo pa prisoten. Po mojem je vedno malo prisoten z vami. To sigurno, ampak kako bi povedal, da ne bi preveč povedal. Šuti. Bodi tiho. Bo prisoten. Bo malo več prisoten. Verjamem. Okay, Ne, drugače je Mislim, da boš presenečen. Danilo je vedno z nami v mislih, ga imamo tudi, ko vadimo, tudi njegove pesmi, ko se igra, vemo, kdo jih je napisal in tako naprej. Tako da je on še vedno član Kameleonov, čeprav že 13 let ni več med nami. Dopolnim, ki si vprašal, kaj delamo. Ne? Mislim, komad, ki ga bomo poslušali prej, je napisal Jadran Ogrin in Vanja Valič besedilo. V stvari to je nadaljevanje 65. leta, samo v dosti boljši obleki, moderni obleki. A lahko pričakujemo post-koncertu mogoče, poleg seveda te nove skladbe, še kakšno? A lahko mogoče naši poslušalci
in fani kameleonov konec koncev pričakujejo še več materijala. Mislim, da ja, Imamo pripravljene. ker mi imamo skoraj končane še njih 4 do 5 pesmi. Tako da verjetno, da jih bomo Odvisno, kakšen po bo tudi koncertu. odziv, ne? Po koncertu. Okay. Če bo odziv dober, pozitiven, če bojo radijske postaje res vrtele tako, kot si zaslužimo, da bi se vrtelo, bomo še kakšno naredili, drugače pa bomo videli. Imamo še na 70-letnico. Ja, ja. Jaz sem neizmerno počaščen, da sem lahko tukaj v vaši družbi, Vanja, Jadran, Marjan in Tulio. Neizmerno se veselim koncerta 22. marca v areni Bonifika. Dajte še vi narediti eno povabilo za vse tiste, ki vidijo ta video na YouTube in poslušajo ujutro Radio Kapris. Ne čakati, pridite čim prej. Po karte najprej. In ja, kar je važno, to ne bo koncert šagra, ko prihajajo ob 11-12 šele, temveč ob 8:30 se koncert začne, 20:30 po slovensko. In tako, če gredo ljudje v gledališče točno, če gredo v kino točno, ne pridejo tudi na koncert točno, ker čakali ne bomo veliko. Igrali bomo za vas. Prav z veseljem in tudi za nas. Najlepša hvala vam, da ste nas vzeli tukaj, da smo lahko danes z vami. In ja, torej vsi vljudno vabljeni 22. marca v areno Bonifika Koper, kjer se bo zgodil koncert kameleonov ob 60. obletnici. Hvala. Hvala, dojte. Super! Ok, ekskluzivno za vse vas, ki ste z nami na YouTubu, sem v družbi kameleonov in zdaj vam bodo predstavili njihov čisto svež izdelek, ki bo prišel ven točno v teh dneh. Pa bojo kar sami povedali največ s svojimi besedami. Katera je pesem in kako se imenuje? Pesem se imenuje Naj bo vse drugače. Delana je bila recimo malo bolj, kaj bi rekel, moderno. Nismo hoteli narediti prav v tistem starem kameleonskem stilu, ampak prisotni so glasovi, vokali, tako da je naša pesem, ne? Da se takoj vidi, da smo to mi. Naslov je Naj bo vse drugače? Naj bo vse drugače. Samo za vas, ki poslušate in gledate intervju na YouTubu Radio Kapris. Modro je nebo
Aljaž. Radio Kapris. Dobro jutro, Radio Kapris.